Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani v redni mesečni rubriki Evropski utrinek. Tudi tokrat je z nami preko Skype povezave v Štrasburu evropski poslanec, vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Lep pozdrav v Štrasbur, če je lep. No, lep pozdrav vsekakor nazaj. Situacija klima pa je pač primerna času, ki ga živimo. Pogovarjali smo se, mislim, da dan predtem, preden ste šli v Štrasbur, naslednji dan je v Bruslju bila najvišja stopnja pripravljenosti zaradi nevarnosti terorističnih napadov. Pa me zanima, kako je vsa ta falanga v narekovaju administracije, ki mora mesečno enkrat iz Bruslja v Štrasbur, kako je potovala tja kaj? Ja, pri tem so bile resne težave. Predvsem zato, ker je bilo glavno železniška postaja Midi zaprta in so zelo selekcionirano potem ravno zaradi zasedanja spustili nekaj vagonov. Nadzor je bil seveda popoln. Tudi tukaj v Štrasburu imamo posebne varnostne ukrepe, tako da se že zunaj hiše dogajajo vsi ključni varnostni pregledi. Vendar tako tukaj, predvsem pa v Bruslju, je Evropski parlament dokaj šibka točka z vidika varnosti in ogroženosti. Lahko bi celo dejal, to, kar je bilo večkrat tudi poudarjeno v parlamentu, da je najslabše varovan Evropski parlament, parlament v Evropski uniji. In to bo seveda držalo, sedaj se poskušamo truditi, da bi nekako povečali naše samovarnostne ukrepe. Gre za dokaj kompliciran sistem. Zunaj parlamenta je seveda lastnik država Belgija in ona skrbi za varnost hiše in evropskih inštitucij nasploh. Znotraj pa seveda moramo poskrbeti sami. Ampak tisti, ki so zdaj bili v Evropskem parlamentu, vedo, da je tukaj zaposleno ogromno ljudi, da ne gre samo za poslance in pa asistente, ampak tudi druge firme imajo od kuhinj, restauracij, teh in drugih salonov, pošte, banke in varnostne službe so in tako naprej. Tako da je popolno varnost praktično nemogoče zagotoviti, kljub temu, da se določene službe prizadevajo in trudijo. Ampak, kot sem že večkrat dejal, mi nismo zato, da bi skrbeli za svojo varnost, poskušamo pomagati evropskim inštitucijam, predvsem pa državam članicam, da v njihovem boju proti terorizmu in njihovem soočanju z tovrstnimi nevarnostmi. In ravno o tem je na tem plenarnem zasedanju potekala zanimiva debata. Verjetno, to sem prav gotovo tudi hotel najprej vprašati, ste bili pod vtisom tega dogajanja tako v Parizu, kot tudi v Bruslju, konec koncev v neposrednji bližini Evropskega parlamenta je bil začasno zaprt nek hotel, v katerem naj bi se pač nekaj dogajalo. Ampak drugo me zanima, že marca meseca ste poslanci Evropske ljudske stranke naslovili na Evropsko komisijo apel o tesnejšem oziroma učinkovitejšem povezovanju in sodelovanju posameznih varnostno-obveščevalnih služb držav, pa so takrat poslanci socialdemokratov in pa ALDE takšno pobudo zavrnili. Verjetno se morda Pariz ne bi zgodil, če bi do tega prišlo. Morda res ne. Želeli smo že takrat uveljaviti sistem PNR, to je izmenjava imen potnikov v notranjem prometu, in zagotovo bi jim otežili gibanje, prosto gibanje teroristom po Evropski uniji, če bi se to zgodilo oziroma implementiralo. Nekateri iz leve poloble Evropskega parlamenta temu nasprotujejo, češ da se to kršijo, s tem nadzorom se kršijo človekove pravice in podobno. Vselej moramo postaviti na tehtnico nek odnos med varnostjo in pa seveda svobodo in včasih je za svobodo potrebno tudi žrtvovati. Kaj za večjo varnost je treba tudi deloma žrtvovati, včasih tudi kakšno svoboščino, predvsem recimo sedaj, ko smo vsi deležni temeljitih pregledov in nadzora, nobenemu ne pade na misel, da bi protestiral zaradi tega. Dejstvo je torej, da se nismo uspeli popolnoma politično uskladiti, sedaj na tem zasedanju oziroma v tem tednu pa smo dosegli neko večjo stopnjo enotnosti in tako, da bo ta sistem PNR sprejet
Je pa zanimivo, da slovenska predstavnica v vrstah socialistov še vedno ne podpira tega, je na odboru glasovala proti temu sistemu. Meni je žal, da moram to povedati, ampak želeli bi si resnično, da bi ustanovili ali pa spostavili nek skupen protiteroristični pakt na podlagi širšega političnega konsenza. Nenazadnje gre za vse nas. Boj proti terorizmu ne more biti stvar ene politične doktrine. Ampak zanimivo je nekaj, namreč francoski predsednik Hollande, ki izhaja iz socialistov, pravzaprav zdaj hodi na veliko okoli po svetu in išče čvrsto podporo pri tej protiteroristični oziroma protiislamski koaliciji. Iste države so tudi članice Evropske unije. Tako, tisti, ki se morajo realno odločati in sprejemati ukrepe, seveda drugače mislijo od tistih poslancev, ki ne čutijo te potrebe. Tako da so tudi, moram reči, leve vlade sprejele nekatere ostre ukrepe, in tudi, kar se tiče migrantske krize. Ko se soočiš z realnostjo, potem seveda ukrepaš drugače. Na tem plenarnem zasedanju smo sprejeli tudi en zanimiv dokument, ki ga je pripravil odbor Libe, torej za svoboščine, in sicer kako deradikalizirati evropsko mladino. Najprej je seveda se dokument nanašal predvsem na soočenje z potencialnimi teroristi in radikalci. Teh je nekaj tisoč v Evropski uniji in dokument zelo jasno našteva vse ukrepe, ki jih morajo biti sprejete na posameznih področjih, na področju izobraževanja, v zaporu, recimo na internetu in podobno. Še vedno se bo vzpostavljala črna lista džihadistov, ki se mora ažurno popolnjevati in tudi podatke izmenjevati. Seveda pa smo poskušali najti tudi dolgoročne ukrepe in sicer več milijonov mladih je lahko izpostavljeno kakšnim radikalizaciji v evropskih družbah in zlasti na te moramo paziti, da ne pridejo v stik z temi skrajnimi organizacijami in seveda, da ne predstavljajo njihovo rekrutno bazo. To je ključno. No, največ kritike na plenarnem zasedanju pa je bilo namenjeno evropskim obveščevalnim službam. Te si niso izmenjevale ustreznih podatkov, zato tudi niso bile učinkovite. Prav neverjetno je, da ta pariški napad, ki je bil tako obsežen, da ni nobena služba zaznala določenih indicov, ali pa si niso izmenjevali podatkov, tako da so bile popolnoma nepripravljene in neučinkovite vlade oziroma francoska vlada v tem primeru. To se seveda v prihodnosti ne bi smelo dogajati. Zdaj, kaj narediti? Nekateri so še vedno stopicajo na mestu in predlagajo, da moramo izboljšati sodelovanje med obveščevalnimi službami. Ampak veste, v naravi obveščevalnih služb je, da so si med seboj tudi konkurenčne, da so tudi rivalke, da poskuša sama služba kakšna oblikovati svojo osebstvo, identiteto, tudi na račun drugih, včasih prikrivajo kakšne podatke, da prvi odkrijejo ali rešijo kakšno zadevo in podobno. Torej v same naravi teh služb je, da ne sodelujejo z drugimi obveščevalnimi službami, ampak jih jemljejo za tekmice, če že ne za nasprotnice. Zato bi, po mojem mnenju, morali storiti podobno, kot so storili Američani. Amerika je imela pred letom 2001, pred njihovim hudim terorističnim napadom, kar 16 služb. No in tudi te so bile bolj v rivalskem odnosu med seboj, čeprav so delovale znotraj ene nacije, ene države. No, Američani so naredili krovno organizacijo, oziroma imeli so jo že prej, so jo prenovili, transformirali in ustanovili še en direktorat za nacionalno varnost, ki je direktno podrejen predsedniku in poveljuje vsem ostalim, vključno s FBI in CIA. Tako da Američani, poleg tega so jim nekako posodobili tehniko, metode dela, tako da ameriške obveščevalne službe so daleč pred vsemi in Evropska unija oziroma evropske države članice Evropske unije bi se lahko vzeli zgled za Ameriko in morda tudi oblikovali skupno vojaško obveščevalno službo, ki bi zagotovo veliko bolj učinkovito upravljala svoje poslanstvo kot sedanje
nacionalne obveščevalne službe, ki torej ne sodelujejo dolgo med seboj. Ampak ravno na področju terorizma čutimo to potrebo. To je en proces, ki bo trajal verjetno kar nekaj časa, preden bo prišlo na isti imenovalec tako interes Evropske unije kot posamične članice Evropske unije. Drugo me zanima, niste pa govorili v tem tednu zgolj in samo o, čeprav je to aktualno in akutno, o problemih z migracijami, problemih z terorizmom, temveč tudi o enem problemu, ki je lahko zelo politične narave, in sicer energetska unija. Ta razpada, po domače povedano, nekatere članice so pravzaprav že podhranjene, kar se tiče energije. Ja, prav neverjetno, kako energija, namesto da bi povezovala Evropsko unijo, in da bi Evropska unija spregovorila z enim glasom, bila bolj enotna, da bi potem se tudi lažje pogajala z ostalimi, tretjimi akterji, se je tukaj popolnoma razcepila. Tudi Nemčija, tu ni izjema, igra svojo solo igro, kar se tiče Severnega toka, in to ni dobro za Evropsko unijo, predvsem pa ne za vzhodnoevropske države, ki so najbolj odvisne, energetsko odvisne, in seveda tudi najdražje plačujejo energijo, zanimivo veliko dražje kot Francija, Italija ali pa Nemčija. To je seveda slabo in pobuda za Evropsko unijo je prišla ravno od teh držav, ki se počutijo najbolj šibke na področju energetske varnosti, vendar imam občutek, da so tukaj velike države nekoliko izigrale, tako da danes v praksi ne moremo govoriti o obstoju Evropske unije, čeprav nenehno uporabljamo še ta termin, ampak bolj o neki evropski energetski skupnosti, ne energetski uniji, skupnosti, ki bi morala vključevati tudi nekatere sosednje države. Jaz si zlasti želim večjo vključitev Norveške, ki je energetsko izjemno bogata. Je pa tako, dolgoročna rešitev je res to, da Evropa najde svoje, da se osamosvoji, najde, da več vlaga v obnovljive vire, v sonce, veter, vodo, da se manj naslanja na ogljične goriva, na nafto, plin. Nenazadnje, ravno od plina je zelo odvisna od Moskve, zaradi nafte je predvsej odvisna od OPEC-a in tako naprej, od arabskih držav. Ko se bo to uredilo, ko bo dejansko v Evropi nastala nizkoogljična družba, ko bomo porabili manj ogljičnih energentov, takrat bomo tudi politično bolj samostojni in neodvisni. Doktor Miljan Zver, na koncu najnega pogovora, je morda še kaj takega, kar boste, ampak v stavku 2, odločili do konca bivanja v Štrasburu? Lahko ponovite, prosim, vprašanje? Če je še kaj takega, kar boste do konca bivanja v Štrasburu odločili v Evropskem parlamentu? Ne, danes imamo bolj zunanje politične teme, ki ne bodo usodno vplivali na nadaljnji razvoj Evropske unije. Vse pa bolj skrbi situacija ogroženosti v Bruslju. Drugi teden nas čaka v Bruslju ogromno dela, tudi sam pripravljam okrogle mize na temo o poklicnega izobraževanja. Vse nas zanima, kakšna bo stopnja varnosti, ali bomo lahko izpeljali svoje naloge normalno ali ne. Dejstvo je, da v takih pogojih, kjer so vojaška vozila, ne samo policijska vozila na ulicah, se težko dela. Ampak jaz upam, da se bo do drugega tedna situacija normalizirala, da bodo tudi lahko asistenti in stažisti prišli v službo in da bomo vse naloge, ki smo si zastavili, uspešno tudi izvedli. Tudi v mojem imenu, pa v imenu gledalcev podobne želje, vse dobro v Štrasburg, pa seveda tudi v Bruselj. Hvala tudi vam. Srečno. Mi pa se znova vidimo z rubriko Evropski utrinek meseca decembra. Srečno.